Džanang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društva za kakovost življenja Leteča želva. 9 značilnosti Džanang Čigonga. 6. značilnost. Džanang Čigong uporablja metodo sprožanje čija za mobiliziranje čija. Z vadbo čigonga preko različnih metod premikamo či za zbiranje, izpust in pretok, potem pustimo či, da odprto in prosto teče. Džanang Čigong uporablja metodo sprožanje čija za mobilizacijo čija. Spodaj so navedene 3 metode sprožanje čija. Prvič. Uporaba uma za sprožanje čija. V zunanji stopnji Hunjena Džanang Čigong uporablja metodo sprožanje čija. Mobilizirani či je či človeškega telesa in univerzalni Hunjen či, ne či meridianskih kanalov. V starih časih je veliko metod sistemov čigonga uporabljalo za vodenje čija. Džanang Čigong pa ga uporablja za njegovo sprožanje. Med vodenjem in sprožanjem čija je precejšnja razlika. Vodenje čija pomeni, da omogočimo zavesti uma in čija, da se tesno združita in potem uporabimo zavest uma, da vodi či v tok, dovoljuje nastop spremembe čija. Sprožanje čija pa ne pomeni, da dovoljujemo zavesti uma in čiju, da se združita, ampak samo postavimo namero uma na kraj, kamor želimo usmeriti či. To mobilizira či, da teče v navedeno smer in posledično vpliva na spremembo čija. Zakaj Džanang Čigong uporablja metodo sprožanja čija? Ker vodenje čija pomeni uporabo dejavnosti zavesti uma za vodenje toka čija. Če jo vodimo po napačnih poteh, bo či sledil in tekel po napačnih poteh, kar bo povzročilo težave. Temu se reče premikanje ognja skozi hudiča, kar je poseben izraz v čigongu. Ljudje, ki vadijo cirkuliranje meridianskih kanalov, uporabljajo dihalne tehnike za kataliziranje dantien čija, zaradi česar dantien postane zelo vroč. To se imenuje delanje ognja. Ko vadba doseže določen nivo, želijo integrirati zavest uma in čija. Tedaj uporabijo zavest uma za vodenje čija, da teče vzdolž 2 meridianskih kanalov, Renmaj, žila spočetja, in Dumaj, glavna žila. To se imenuje sprostiti či, da sledi meridianskim kanalom. Če pri vodenju dantien čija navzgor zavest uma ne sledi vzdolž Renmaja in Dumaja, ampak namesto tega teče vzdolž napačnih poti, se to imenuje premikanje ognja. Ko či teče vzdolž napačnih poti, je možganov prikrajšan za či prehrano, kar omeji možgansko funkcijo in povzroči izgubo nadzora živčnega sistema. To se imenuje skozi hudiča. Za uporabo sprožanje čija z umom pa postavimo namero uma na cilj, kamor želimo poslati či, in potem dovolimo čiju, da sam teče na ta kraj po svojih lastnih poteh. To ne bo povzročilo težav. Tukaj je zgodba za ponazoritev. Ljudje so prišli v Shijiazhuang iz drugih krajev iščoč šolo Džanang Čigong. Če oseba, ki vodi obiskovalce, ne bi vedela, kje se ta šola nahaja in bi usmerjala iskalce v napačni smeri, ti ne bi mogli najti šole. To je kot vodenje čija v napačno smer. Sprožanje čija pa je kot velika zastava, ki bi jo imela Džanang Čigong šola pred stavbo. Ko bi tujci in tujke izstopili iz vlaka, bi lahko že v daljavi videli zastavo in hodili v pravo smer, ter tako brez težav našli šolo. V starih časih je en učitelj učil samo enega ali nekaj učencev. Če bi učenec med vadbo uporabil zavest uma, da bi vodil či po napačni poti,
da bi prišlo do premikanja ognja, bi to učitelj zelo hitro opazil in bi lahko uporabil druge metode za povrnitev učenčevega čija na pravo pot. Danes se Qigong širi po vsem svetu. Na enem mestu lahko Zheneng Qigong vadi hkrati več 100 ali celo več 1000 učencev, tako da jih učitelj ne more več spremljati individualno. Zato uporabljamo metodo sprožanja čija z umom, ki je varna in ne more povzročati težav. Tradicionalna kitajska medicina in teorije Qigonga menijo, da so najpomembnejši zakoni dejavnosti človeškega življenja gor, dol, odpiranje in zapiranje. Skozi odpiranje in zapiranje se vzdržuje ravnovesje med človekom in naravo. Med ljudmi in vesoljem se ves čas izmenjuje či. To vključuje zgostitev hunjen čija fizičnega telesa znotraj telesa s sestavinami hunjen čija, fizična snov, energija in informacije. Prvonivojska metoda Zheneng Qigong, dviganje in spuščanje čija, temelji na teh zakonih človeške dejavnosti, da bi razvijala integracijo uma in čija, uporabo uma za sprožanje čija. Zavestne dejavnosti uma sodelujejo z gibom za mobiliziranje integracije hunjen čija znotraj telesa z univerzalnim hunjen čijem. Ko roke izvajajo gib, odpiranje-zapiranje, se tudi zavest uma sočasno odpira in zapira in vse palače in točke telesa sledijo odpiranju in zapiranju. Ko izvajamo odpiranje in zapiranje, lahko hunjen či, ki je znotraj telesa, izstopi in zunanji hunjen či lahko vstopi. Ko obe roki izvajata gibe potiskanja in vlečenja, roki potiskata navzven, medtem ko vizualizira horizont. Notranji či je sprožen, da se premakne iz telesa. Ko roki povlečemo nazaj, vizualizira notranjost telesa, tako sprožimo zunanji či, da gre noter. To okrepi izmenjavo med človeškim in univerzalnim hunjen čijem in okrepi človekovo vez z naravo. Drugič. Uporaba gibanja za sprožanje čija. Uporaba gibanja za sprožanje čija pomeni uporabo fizičnega giba za mobiliziranje čija meridianskih kanalov. Uporaba sprožanja čija z umom pomeni uporabljati hunjen či in dantjen či. Zavest uma ne more sprožati čija meridianskih kanalov. Ko uporabljamo fizično gibanje za sprožanje čija, je to či meridianskih kanalov. Nekateri menijo, da knjige o Qigongu ne omenjajo ideje uporabe gibov za sprožanje čija. Čeprav termin uporaba gibanja za sprožanje čija ni uporabljen v starih knjigah o Qigongu, pa ga starodavne metode vendarle vključujejo. Pri Qigongu kot borilni veščini pravijo: se osredotoča na položaj telesa, tok čija sledi gibanju položajev. Ko se torej položaj spremeni, či teče z gibanjem položaja. Na drugonivojski Zheneng Qigong metodi telo in na stopni notranjega hunjena uporabljamo gibe za sprožanje čija. V vsakodnevnem življenju velja zakon telesnih fizičnih gibov. Či bo prišel, ko se telo premika. Prav tako se či znotraj telesa sproži z umom. Či, na katerega vpliva fizično gibanje, je či meridianskih kanalov. 12 meridianskih kanalov človeškega telesa se povezuje z različnimi organi in deli telesa. Ko en del telesa intenzivno deluje, vpliva na či meridiana, ki je povezan s tem delom, in tok čija tega meridiana se bo ukrepil. Prav tako je možno, da či meridianskih kanalov posredovati v različne dele telesa in tako ukrepiti delovanje teh delov telesa.
Postopek reguliranja in spreminjanja čija meridianskih kanalov je počasen, postopek reguliranja hunjen čija pa hiter. Metoda telo in temelji na zakonih človeškega življenja. Ko se fizično telo premika, či teče in ti zakoni so podprti. Torej, ko je bila metoda telo in ustvarjena, so v vsaki sekciji celovito pozornost posvetili značilnostim meridianskih kanalov in njihovih portalov in palačev. Gibanje fizičnega telesa stimulira či meridianskih kanalov. Vadba Zheneng Qigong je vadba z hunjen čijem. Z uporabo fizičnega giba za sprožanje čija tudi mobiliziramo či meridianskih kanalov. Kako lahko to pojasnimo? Hunjen či človeškega telesa je ustvarjen z združevanjem čija vseh meridianskih kanalov, ki skozi točko membranskega kanala in malih meridianskih kanalov teče ven, harmoniziran kot eno. Ta hunjen či napolni vse sisteme celega telesa. Zato se hunjen či človeškega telesa poveča, ko je či meridianskih kanalov poln. Metoda telo in uporablja fizično gibanje za sprožanje čija meridianov, namen česar je okrepitev hunjen čija. To pomeni vaditi hunjen či z različnih kotov. Gibi metode telo in imajo poudarke na vadbi vrhov okončin in malih sklepov, kar vpliva na meridianske kanale in jih okrepi, da se okrepi tudi hunjen či. Naprimer, ko vadimo sekcijo 3, odročene roke in posamični prsti, bo gibanje prstov, ker so v konicah prstov končuje mnogo meridianskih kanalov, mobiliziralo celoten meridianski kanal, povečalo in okrepilo bo pretok čija meridianov. Veliko čija bodo oddajale točke meridianskih kanalov, ki se združijo in transformirajo v hunjen či, ki se tudi poveča. Metoda telo in primarno uporablja fizično gibanje za sprožanje čija, ampak tudi vključuje metodo sprožanje čija z Naprimer, v sekciji 3 odročene roke in posamični prsti, po razpiranju prstov dlani potisnemo navzven. Ko so dlani potisnjene navzven, se integrira s tem gibom. Zavest se prav tako razširi navzven in hunjen či znotraj telesa bo sledil navzven. Nadalje, ko ti fizični gibi telesa sprožajo či meridianskih kanalov, se či znotraj meridianskih kanalov poveča in ta del telesa bomo občutili kot razširjen. Ta občutek širitve bo prišel tudi do in ga sprožil za osredotočanje na razširjeno območje. Ko se premika, bo či sledil premiku, tekel in hunjen či bo prišel, saj ga bo sprožila zavest Postopek se premika, či sledi premiku, je sledeč. Se integrira z gibom telesa, gib sproža či mobilizira Ko vadimo metodo telo in lahko či zelo močno občutimo, ker mobilizira či meridianskih kanalov, kot tudi hunjen či. Vaja dviganje in spuščanje čija primarno uporablja za sprožanje čija, ampak tudi vključuje gibanje za sprožanje čija. Uporaba rok za gib vlečenja in potiskanja prav tako sproža či meridianskih kanalov. Gibi dviganje in spuščanje čija so po večini veliki gibi, ki primarno mobilizirajo či z odpiranjem in zapiranjem. Ta metoda ne uporablja konico končin ali gibov malih sklepov, zato sproža zelo malo čija meridianskih kanalov. Uporaba zvoka za sprožanje čija. Za uporabo zvoka za sprožanje čija sprožamo či notranjega telesa s ponavljanjem zvokov. Stare teorije qigonga opisujejo različne zvočne metode za ponavljanje zvokov, različnih besed za sprožanje čija, denimo zvoki 5 besed, zvoki 6 besed in drugi zvoki.
Vse te metode uporabljajo glas za sprožanje spremembe čija v notranjosti telesa. Ponavljanje različnih zvokov lahko sproža či notranjosti telesa za pretok v druge dele. Naprimer, zelo enakomerni zvoki lahko povzročijo tok čija k višku. Variiran zvok lahko povzroči spust čija. Ponavljanje zvokov z delno zaprtimi usti, skozi katere vhaja zrak, lahko povzroči stikanje čija v eni točki. Zvok z odprtimi usti, iz katerih vhaja zrak, kot denimo samoglasniki z odprtimi usti, pusti odprt či. Vsa ta zvočna pravila izhajajo iz izkušenj vsakdanjega življenja. Zato uporaba zvoka za sprožanje čija lahko ukrepi neločljive zakone življenjskih funkcij človeka. Na tretjem nivoju Dženeng Čigonga, metoda 5 organov, in druga metoda, ki so jo učili nekoč, spuščanje čija za zdravje, za zdravljenje bolezni jeter, obe uporabljata zvok za sprožanje čija. Dženeng Čigong uporablja sprožanje čija z umom, sprožanje čija z gibanjem in sprožanje čija z zvokom. Te 3 različne metode za sprožanje čija, kot že rečeno, vse krepijo neločljive zakone življenjskih funkcij. Posledično so zelo varne, zanesljive in nimajo stranskih učinkov. Hun Yuan Ling Tong Ha